še eno prošnjo, ki se tiče samozavesti. Jaz vem, da ima pater, kar se samozavesti tiče, ogromno zgodb. Ena moja recimo ta, da sem brez zoba, ne. On je že vedel, kako je treba mene pritisniti, da bom predelala določene stvari in bom pač lahko kot taka, kakor sem, delovala v skladu s svojo to notranjo bitjo, svojim poslanstvom. Jaz bi vas pa iskreno prosila, če nam poveste kakšno prigodo iz svojega življenja, da se za zaključek malo nasmejemo. Hvala lepa. Ja, pa bom. Tisto, ki jo imajo radi, lahko povem to, kar se je dogodilo v ljubljanski Drami. Ja, par let nazaj sva bila s Tonetom Partljičem v mariborskih zaporih, ne zato, ker bi bila zaprta, ampak ker sva imela z zaporniki srečanje na temo humorja. Dvorni norčki, to je tudi poglavje zelo, zelo pomembno, ampak tega se nismo dotaknili, pa se tudi ne bomo. In on je bil takrat dramaturg v ljubljanski Drami, ko sem jaz bil nadebudni pater na Ptuju, veste, za tistim napihnjenim egom. Meni je bilo pomembno, da se reče Pater Karel, to Pater Karel. Veste to, Pater Karel, to me je tako dvigoval. In sem potreboval ta privzdik mojega ega in zato sem tudi gledal, da sem vse začinil z Patrom Karlom. Nič klasično ni bilo dovolj, potrebna je bila začimba Pater Karel. Tudi romanja, klasična romanja so znana. Če greš na romanje, je obisk Božjepotne cerkve, je ogled enega dela naše prekrasne domovine in je seveda tudi kosilo v kakšni oštariji. Ampak to ni bilo dovolj, to ni bilo Pater Karel. Ne? Zato sem dodal še kulturni vidik. Prvo leto smo šli na ogled Galerije sodobne umetnosti, kjer so me normalni ljudje, tam, veste, še zdaj se spomnim, bilo je enih 30 uokvirjenih velikih slik, na katerih je bilo samo 3 zvezdice, v raznih situacijah pa nekaj črt. Torej, noro, ne? Ampak jaz sem to strokovno razlagal, a čutite, če so zvezdice gor, pa črte, kako to privzdi. Vem, da sem bil smešen, ampak jaz sem takrat mislil, da sem strokovn, ne? Drugo leto pa je bila neka obletnica Williama Shakespearea in v ljubljanski Drami so igrali Hamleta in meni pade ideja. Kaj, če bi šli mi do Matere Božje na Brezjah prek Hamleta? In ko bodo vprašali ljudi, kje ste bili, Hamlet, Pater Karel. To je bilo. No in zdaj, ki sem telefoniral naprej, pač rezerviral 50 kar, zdaj, kaj so ljudje hoteli, če so hoteli priti do Marije, so mogli prej prek Hamleta. Ampak tisto jutro, takrat, če ni bilo mobilnih telefonov, 2 ni bilo. Smo bili pa vezani na začetek predstave, ker v ljubljanski Drami. In jaz sem bil že čiživčen, a naj gremo ali jih naj pustimo, kaj ne. In potem je bil tam nek glasbenik, mislim, da se je pisal Feguš, in je priletel, da sta klicala, da sta zaspala, da mi naj gremo kar v Ljubljano, da se dobimo tam v ljubljanski Drami. In mi res gremo in prišli smo zadnji čas, da sem videl, da je še vedno tam parkirni prostor, mislim postajališče avtobusno pred Dramo, šli smo noter, pravi čas, se usedli na svoje mesta, dvorana se je zatemnila, oder se je odprl in drama se je začela. In drama teče, do tistega trenutka, ko se pojavi duh Hamletovega očeta. In igralec na odru se zazre v temo dvorane in reče, tam, kjer naj bi bil duh, o, kdo si, ki hodiš v temi? Slutite, ja. Sta prišla. Rekli so jima, ne greta zelo potih v dvorano in si poisteta sedež, da ne bota zmotila predstave. In sta šla res zelo potih, zelo diskretno, ampak kar naenkrat se igralec zazre direkt proti Francu in reče, o, kdo si, ki hodiš v temi? Franc je bil prvič v gledališču.
Vedel je, da je v kulturni ustanovi in da mora na kulturno vprašanje kulturno odgovoriti. In se je kar naenkrat oglasil v dvorani, ime sem si zdaj spremenil, Franc pa Micka sva s Ptuja, zamudila sva in pol je vse razložil. Igralec, ki seveda ni videl Franca, ker je bil zaslepljen od reflektorjev, je kar stal, pa se je pa začel režati ko neumen. Za njim se je začela režati vsa dvorana. Jaz ne. In potem so se kar naenkrat prižgale luči in je igralec, ko je videl Franca, ki ni vedel, zakaj se gre, začel ploskati. Začela je ploskati vsa dvorana, režali so se. In pol je priletel en gospod, zdaj ne vem, je bil Partliček, kdo je bil, ni bil v glavnem igralec in je rekel 15 minut pauze. Po 15 minutah se zastor zopet odpre, igralec začne, naprej ni prišel, ker se je začel zopet režati. Zopet se je začela režati vsa dvorana. Spet so se luči prižgale, spet je prišel tisti gospod, ki ni bil igralec, je rekel 20 minut pauze. Po 20 minutah niso nadaljevali, kdo si, ampak so preskočili in še potem so igralci dejansko formalno odpeljali predstavo, ker se niso smeli pogledati v oči, ki bi se začeli zopet režati. Vam moram povedati, da od takrat dalje moja romanja niso imela več kulturnih vložkov. Policajo. To se mi je pa zgodilo, ko sem že tukaj na še eno prigodo, to se mi je pa zgodilo tukaj, odkar sem že na Konjskem vrhu. Torej, tisti, ki ste me kdaj obiskali na domu, ste me skoraj gotovo našli v Štajerskih Cotah. Jaz se v njih počutim res najbolj domače in moje Štajerske Cote so res Štajerske Cote. Sem celibater in nobena gospodina ne skrbi, da bi jih dala oprala. Zdaj trenutno nosim hlače, ki dam v hlače jabke, so to tako že kar trde od tistega. Sem si ravno zdaj pred kratkim šel nabaviti novo delo, ne, ker tiste več ne služijo skoraj. No in nekega lepega dne sem se odločil, da bom šel tam pri Podolševi, se gre gor, nabirati zdravilne rože. Jaz imam naravo res mi je blizu, ne. In sem šel, ne, kak sem šel, v Štajerskih Cotah, najbolj komod, ker me je možganska kap, sem imel seveda tudi na glavi slamnik in sem nabiral rož, in potem proti večeru sem si mislil, no zdaj bom pa mogel iti domov, ampak ko sem prišel do avtomobila, je bila guma prazna. Ja, kaj zdaj narediti? Zdaj je bil pa ravno čas, ko so sosedje v štalah in sem si mislil, sem se spomnil na dohtarco, ki mi večkrat reče, pa hodite malo več. Sem si mislil, pa šel pa še na sprehod, pa šel peš. Ampak ko sem prišel iz do glavne ceste, tu proti Luče, tu, je bila že tema. In kar naenkrat v Štajerskih Cotah, ne, seveda z slamnikom na glavi, vidim vzadnji, te plave lučke so se vžgali, smislu gre rašil, stopim malo bolj na stran, ampak plave lučke se ustavijo in pogledam nazaj, policija. In kaj ste videla policaja v soju žarometov? Zdaj, če si predstavljate, najbolj strašno strašilo je bilo bolj strašno. Enega popolnoma razcapanega, pogledajte, kako izgleda. Za vas sem se počesal, drugače ne. Razcapan ga, razkuštran ga, po noči z slamnikom na glavi, torej neki grozo, ne. Sem tudi videl, da policajem ni bilo lagodno, ker ko je ven stopil, ne, s tisto lučko pa po svetu proti meni, čeprav so reflektorji me osvetlili, bil je živčen, ne. Je stopil tak narazen po svetu in pol sta prišla počasi do mene. In ste rekla, gospod, a vi veste, da hodite po napačni strani ceste? Ste rekel,
bom šel kar na drugo stran. Ste rekli, počas, dokumente, prosim. Joj, sem rekel, veste kaj, pozabil sem jih v avtu. Ne? Torej, dokumenti v avtu, ne? Torej, razcapan človek brez vsega, ima avto, po noči hodi peš po cesti in ima dokumente v avtu. Torej, ni šlo in pol je začel kdo ste pa pravzaprav vi? Sem pa videl, da dvomite, sem pa rekel zelo posvečeno, je bi spalo še bolj hecno. Jaz sem pa tukaj duhovnik. In sem bil tak živčen, ko je rekel, a sam to? Sem rekel, ne, sem tukaj doktor znanosti. In potem sta rekla, veste, kakšna je razlika med župniki pa policisti? Mi rečemo, gospod z vami, policista sta pa res rekla, gospod, boste šli z nami. In pa sta me dala v avto, pelala na postajo, pa so neki telefonarili, hodili so me gledati, pa da spet nazaj. In pa so me pelali do doma. Ne vem, si oni tudi pripoveduje to zgodbo. Jaz jo tu pa tam povem. Jaz mislim, da je bil tole krasen zaključek tega popodneva. Hvala za spodbudo. Seveda zahvala pa tudi vsem vam, ki ste danes prišli na tale dogodek v svojem imenu in v imenu Zdrave družbe oziroma koordinacije Zgornje Savinjske doline. Seveda pa na koncu bi se iskreno zahvalil oziroma zahvalili za vaš obisk, pater Gržan, za pogovor in pripravljenost, da nas počastite s svojim razmišljanjem. V zahvalo smo vam pripravili eno malo darilce v obliki krasnega, unikatnega izdelka iz lesa. Izdelal ga je današnji gostitelj, gospod Radovan Vajs, ki ustvarja neverjetne izdelke, večina iz lesa, dodali pa smo še eno zanimivo knjigo, ki upamo, da vam bo všeč, če še slučajno niste uspeli prebrati. Da pa ne bo samo duhovna hrana, smo pa v tele krasni skledi dodali še nekaj, skriva se nekaj za dodatek k današnjemu fižolu. Torej, nekaj res prav za pojest, en domači savinjski želodec, pa vam tekne in še enkrat najlepša hvala za obisk. Hvala vam, hvala vsakemu od vas. Bog ali višja zavest, kakorkoli hočete, računa na tebe. Za vse, kar ste z ljubeznijo naredil do zdaj in za vse, kar še boste naredil. Zelo ste dragoceni.